Z nami vsi štirje rektorji, predsednik profesor dr. Dragan Marušič, podpredsednik profesor dr. Danilo Zavrtanik, profesor dr. Ivan Setlik in profesor dr. Tičar. Vabim kar predsednika, da predstavi povzetek današnje 6. redne seje. Današnja seja je bila izjemoma v Ljubljani, ker smo to povezali s seminarjem oziroma konferenco o internacionalizaciji oziroma strani Smertusa. Zahvaljujem se gostitelju, da smo to lahko skoordinirali, tako da so vsi imeli čim krajše razdalje do mesta te seje in hkrati sodelovanja na tej konferenci o internacionalizaciji. Današnja seja je bila nekoliko krajša kot običajno, kot temu pa dovolite vsaj pri nekaterih vsebinskih zadevah. Izpostavil najprej najbolj pomembno vprašanje problematike vpisa na vpisnih postopkov, vpisnih algoritmov, načina vpisovanja na univerzo. To je bila ena od točk, ki se je hkrati tudi povezala s točko vprašanja splošne mature in poklicne mature kot pristopnima pogojema za vpis na univerzo. Gostili smo tudi direktorja Viškega institutnega centra, Zupanca, in bil je tudi dr. Zmazek, ki je predsednik te institutne komisije, maturitetne komisije, ki sta predstavila njihovo stališče, da je kako pomembna je matura kot eden od kriterij, kot ključni kriterij za vpisovanje na univerzo. To stališče se je soočilo s stališčem univerz, ki pa menijo, da bi univerze morali imeti svoj del avtonomije, pri tem, ko vpisujejo na univerzo. Temu je sledila tudi na začetek odpiranja in tudi zapiranja vprašanja samega vpisnega postopka. Mi že vsaj nekaj konferenc nazaj poskušamo priti s predlogom usklajenim vseh univerz, ki ga bomo predstavili tudi, ki ga predstavljamo ministrstvu, ki bi precej rigiden postopek vpisovanja. Kot poznate, gre za prvo, drugo in tretje, sistem prve, druge in tretje želje, ki jih potem računalniški sistem oziroma računalniški algoritem nekako porazdeli po fakultetah oziroma študijskih programih, da bi to relaksirali na takšen način, da bi dali večjo svobodo izbire bodočim študentom in hkrati tudi univerzam oziroma študijskim programom. In tako vsaj nekoliko približali naš način vpisovanja na univerzah v tujini, recimo v anglosaškem svetu, kjer se skupaj slonila tudi na internem preverjanju, preko intervjujev motivacijskih pisem, predvsem pa takšnemu načinu oziroma takšnemu sistemu, tudi takšnemu testiranju, ki je bolj nagnjeno k temu, da miri zmožnost problemskega razmišljanja kot pa promoviranja, kar je moja osebna kritika za vsaj naloge, ki se bili naših običajnih splošno maturitetnih polah. To je bilo glede vprašanja mature in pa pisnega postopka. Druge stvari, kateri smo se dotaknili, je tudi poročilo delovne skupine za vprašanje študentov športnikov in pa sprejeli smo predloge dveh njihovih amandmajev Zakona o športu. Mislim, da tukaj jaz bom vsaj z moje strani končal. Če želi še do tukaj povedati, druge stvari so bile manj pomembne, tako niso bili še dovolj zreli, da bi predstavili diskuse, kot šlo v teke tudi o tem, kako bomo iz novele, ki smo dobili, mora biti kdaj bližnji ali pa na nekateri prihodnosti prišli k bolj modernemu zakonu o visokem šolstvu. Vemo, želje naše vedno bila, da bi bil to zakon o univerzah
in raziskovalnih dejavnosti pod eno kapo. In pa seveda tudi kakšni drugi problemi, ki jih čutimo na področju financiranja. V eni strani smo zavezani zaradi druge zakonodaje k finančnim stroškom, ki jih pa na drugi strani ne dobimo v inputu od strani ministrstva, ker to ni dovolj sredstva na voljo. Sama zakonodaja nas pa prisili, da če želimo slediti zakonom, potem smo primorani slediti tudi pri osebnih prejemkih, tistim, kar zapovedujejo kolektivne pogodbe in tako dalje. Sredstva, ki se povečujejo na letni ravni, z izjemo lanskega leta, ki je bilo nekoliko specifično, sredstva, ki se običajno namenjena univerzitetni sferi, ne so niti običajnim napredovanjem, ki so avtomatizirani. To že mogoče še povedati dati. Hvala lepa predsednik, Jaz bi dal samo komentar na tisto prvo temo, ki se mi zdaj res pomembna. Jaz mislim, da smo to temo danes dobili na mizo, jo odprli, vsekakor pa ne zaprli, dorekli. To, kar indicirajo podatki, ki jih je dr. Zupanc predstavil, mislim, da je zaskrbljujoče. Na nek način govori o tem, da je sistem upisovanja na univerzo sledil logiki želji po visoki odprtosti, demokratičnosti, ki pa je seveda zdaj postopno, zlasti tudi ob upadanju generacije, pripeljala situacijo, ko se na najzahtevnejše programe upisujejo študenti oziroma dijaki iz tretje, da tako rečem, tretjine populacije po njenih zmožnostih. In to seveda ne more ostati brez posledic za kvaliteto študija in za kvaliteto diplom. In povratno, kot kažejo podatki, tudi ne ostaja to brez posledic za to, kaj se dogaja potem celo v srednjih šolah pri izbiri te ali oni poti, tako da nekdo potem pride do pogoja za opis na univerzo, gre na poklicno maturo ali na splošno. In tu, jaz mislim, da se ta opozorila resna, da jih moramo zelo resno na univerzi vzeti in seveda storiti nekaj v prihodnje, da bomo cel sistem upisa zares spremenili, zato da bi zaščitili oziroma dvignili kakovost študija, ki je v veliki meri odvisna tudi, ne samo, ampak tudi od kvalitete študentov. Sistem ne sme biti prilagojen povprečju, mora biti zahteven, ko gre za to, koga pustimo v študiju, seveda pa mora imeti tudi vrata za tiste, ki so lahko izjema in teh izjem je zmerno veliko in je treba potem to kot recimo obravnavati in vzpostaviti sistem kot rezervno pot. Zdaj imamo pa to lažjo pot, počasi vzpostavljeno kot splošno pot in splošno pravilo in to se seveda potem kaže v nižji ali v ogroženi kakovosti. In jaz bi za našo univerzo to zelo resno. Deloma smo seveda tudi sami krivi, verjetno pod vplivom sistema financiranja, ki je nekako sledil številu študentov in ko gre za splošno ni trend upadanja, je potem da ta težnja v posameznih programih, enotah, fakultetah, da polnijo programe potem tudi na način, mislim, da ni najbolj primeren in ogroža lahko kakovost. In to je treba, to moramo popraviti. Profesor Tičar? Ja, to, kar je povedal profesor Svetlik, je bilo dejstvo. Mi imamo probleme z upisovanjem na univerzo. Ne vem, ta sistem, kot je trenutno ugotavljeno, ni v redu. Ne dvigujemo kakovosti in s tem sami sebi dolgoročno kopljamo jamo.
tudi števila v tistih mest, vsega, če pogledate, zdaj se opisuje generacija otrok, takrat v tem času se je rodilo okrog 17.500 otrok, in 17.500 razpisanih mest imamo na univerzitetnih študijih. To nekaj ni vredno v vsem skupaj. Mi bomo morali to preurediti, mi bomo morali dati tudi univerzam več besede pri izbiri kandidatov, pri testiranju. Ne more biti samo po mojem nek zbir točk iz nekega srednješolskega izpita, tisti odločujoči kriterij. Morali bomo pogledati, kaj je smotrno, morali bomo pogledati, kaj je pametno in dolgoročno ta problem rešiti. Ta trenutek stanje ni tako, kot bi